En lep dober dan in dobrodošli na 12. seji občinskega sveta občine Kamnik. Zdaj, jaz bi najprej prebral nekaj splošnih obvestil, katere prosim, da se držimo. Se pravi, preden začnemo, vas prosim, da upoštevate, da je v celotni občinski stavbi, torej tudi v sejni dvorani, ves čas prisotna obvezna uporaba zaščitne maske. Poleg tega vas obveščam, da skladno z odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, kar je bilo objavljeno v uradnem listu Republike Slovenije številka 92/20 in 96/20, na današnji seji vodimo seznam prisotnih, ki ga bomo po potrebi predložili na IAZ. Zdaj pa predlagam, da začnemo in najprej ugotovimo sklepčnost. Prosim, če pritisnete zeleno tipko. Od 29 članic in članov občinskega sveta je na seji prisotnih 19 članic in članov. Odsotnost sta upravičila Anton Iskra in magister Šemso Mujanovič, Natalija Berlec in Matija Sitar Močnik pa sporočata, da prihajata z zamudo. Tako da ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in da lahko začnemo z delom. Prosim vas, da izključite mobilne telefone. Rojstni dan so od zadnje seje praznovali Ančka Podbevšek, Gregor Zorman, Igor Žavbi, Nives Matjan, Alenka Jevšnik, Natalija Berlec, Bogdan Pogačar, magister Šemso Mujanovič, Anton Tone Smolnikar in Žan Potočnik. Iskrene čestitke. Ta pa ni svetnik. Zdaj pa prehajamo na potrditev zapisnika 11. seje občinskega sveta z dne 17. junija 2020. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo pripombo na zapisnik? Če ne, prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 11. seje občinskega sveta z dne 17. junija 2020. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 23 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet in prehajamo še na potrditev zapisnika 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 24. do 26. avgusta do 24. ure. Zapisnik je ravno tako objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Potem pa prehajamo na glasovanje v naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 24. do 26. avgusta do 24. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 12. Ima kdo predlog za razširitev? Ja. Besedo ima Barbara Strajner. Predlagamo razširitev dnevnega reda 12. seje občinskega sveta s točko potrditev investicijskega programa in predinvesticijske zasnove za projekt Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana. Gre za zelo zahteven in kompleksen projekt. Pogoj za izdelavo investicijske dokumentacije je izdelana projektna dokumentacija, pogoj za izdelavo projektne dokumentacije PZI pa je usklajen projekt, usklajena trasa z vsemi nosilci urejanja prostora in tudi usklajena trasa z vsemi lastniki. Po prvotnem terminskem planu, ki smo ga imeli še januarja letos, smo sicer načrtovali, da bo ta investicijska dokumentacija izdelana do poletja letos, vendar to ni bilo mogoče, ker je šlo pri nekaterih nosilcih to usklajevanje zelo počasi oziroma je dolgotrajno in tudi zaradi razmer, ki so bile letos COVID-a. Tako naprimer je dolgotrajno usklajevanje s Slovenskimi železnicami, z Direkcijo za vode,
pa tudi z nekaterimi lastniki. Morate vedeti, ta trasa je dolga skoraj 14 km in poteka čez 4 občine. Pogoj za v bistvu sofinanciranje je, da oddamo vlogo do konca meseca, do 30. septembra. In ena od prilog, obveznih prilog, je tudi potrjena investicijska dokumentacija. Tako da to investicijsko dokumentacijo danes obravnava tudi občinski svet občine Trzin, jutri občinski svet občine Mengeš in v ponedeljek tudi v Ljubljani. Pač iz teh razlogov predlagamo, da se razširi dnevni red. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, kolegi, gospod župan, vsi ostali prisotni. Tako kot je poročevalka rekla, da gre za zelo zahteven in pa kompleksen projekt. S tem se seveda strinjamo. Na to temo smo že enkrat v preteklosti govorili. Zdaj iz gradiva smo lahko videli, da se je trasa tudi nekoliko spremenila oziroma skrajšala, in ker se gre za tako kompleksen in zahteven projekt, se mi zdi škoda, da tega gradiva niso obravnavali pristojni odbori. V preteklosti smo že imeli takšne stvari, vedeli ste, da se čaka gradivo, pa bi lahko se prilagodili tako, da bi tudi odbori to obravnavali. In zdaj imamo spet nekaj brez obravnave. Tako zadevo smo imeli, naprimer takrat se spomnite, ko smo imeli potem izredno sejo, da smo lahko obravnavali tisto zbirni center v Komendi. Dajmo se v prihodnje tega izogibati, ker potem lahko dobi kdo občutek, da razširjamo dnevni red samo zato, da se izognemo eni razpravi na odboru, kar si pa mislim, da nihče od nas ne želi. Bomo potrdili to razširitev, ampak res v prihodnje naj se to ne dogaja. Hvala. Hvala. Besedo ima Robi Prosen. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V imenu svetniške skupine Liste Sandija Uršiča postavljam vprašanje glede predlaganih razširitev. In sicer, kdaj je potekal izbor izvajalcev investicijskih programov, kakšna je vrednost naročila in kakšen je bil rok za pripravo dokumentov. Hvala. Zdaj podajam besedo Barbari Strajnar, čeprav je to bolj vsebinska vprašanje na temo obravnave, ampak vseeno, prosim za obrazložitve. Postopek oddaje evidenčnega naročila je bil izveden v januarju 2020. Na osnovi povabila k oddaji ponudbe so prispele 3 popolne ponudbe. Najugodnejša ponudba je bila ponudba podjetja SL Consult, ki je znašala 18.000 evrov brez DDV-ja. Ta znesek si razdelimo občine v skladu z medobčinsko pogodbo v procentualnih deležih. Rok za izdelavo idejne zasnove in investicijskega projekta in predinvesticijske zasnove je bil 31.5. Rok za izdelavo vloge za neposredno potrditev pa 1.9.2020. Te roki, kot sem že prej rekla, so bili določeni na podlagi predvidenega terminskega plana iz januarja 2020 in jih zaradi usklajevanj z lastniki in nosilci urejanja prostora in tudi zaradi razmer, ki so bile posledice korona ukrepov, jim ni bilo mogoče slediti. Hvala. Prehajamo na glasovanje in sicer glasujemo o razširitvi s točko kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin Ljubljana, ki se uvrsti na 7. točko, ostane pa se ustrezno preštevilčijo. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je ta razširitev sprejeta in sprašujem, če ima še kdo predlog za razširitev. Besedo ima še enkrat gospa Barbara Strajnar.
Predlagamo še eno razširitev, in sicer, da se razširi 12. seja občinskega sveta s točko potrditev investicijskega programa za projekt kolesarska povezava Kamnik-Godič. Razlogi so zelo podobni kot pri prejšnjem projektu. Tudi tukaj gre za zahteven projekt, ki se je začel tudi izvajati nekoliko kasneje kot prejšnji. Celotna dolžina je več kot 3 kilometre in zelo zahtevna usklajevanja z direkcijo za vode, pa tudi z nekaterimi lastniki. Tako da predlagamo, da se razširi in obravnava. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Gre za zelo podobno zgodbo, kot je bilo prej, z eno razliko, ne. Zdaj, gospod župan, če se želite držati pravil, potem se jih držimo vedno. Pred prejšnjo sejo sem 7 minut čez 12 poslal svetniško vprašanje in je bilo zavrnjeno z obrazložitvijo, da sem 7 minut zamudil. 33. člen poslovnika občinskega sveta občine Kamnik o določitvi dnevnega reda pravi: predlog za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme le, če so razlogi zanj nastali po sklicu seje. Ti razlogi so nastali že pred sejo in na to ste nas tudi upozorili. Ampak to je bilo že tudi pri prejšnji točki in nas ne zmoti toliko, kot pa drugo. Predlog za razširitev dnevnega reda skupaj z gradivom se posreduje svetnikom po elektronski pošti praviloma najkasneje 48 ur pred začetkom seje. Nekaj minut čez 8 uro zjutraj včeraj smo dobili to gradivo. A vi mislite, da imamo mi čas vse to preštudirati? Nimamo. Poleg tega se tudi svetniška skupina ni mogla sestati v to kratkem času, da bi to stvar predebatirala. In če prejšnjo točko nekako požremo, te ne bomo. Zamujate. Jaz sem priznal svojo napako, zamudil sem 7 minut, prav. In nismo imeli vprašanja. In dajmo se držati tega vsi. In ja, ni mogla svetniška skupina tega predebatirati in niso odbori tega predebatirali. Vemo pa pri obeh dveh točkah, da je kar nekaj težav v zemljišči tukaj. Zakaj? Ampak je vsebinsko, ne? Saj zakaj se pa skrajšuje trasa Kamnik-Ljubljana? Boste potem v razpravi lahko razložila, ne? Dajmo se držati pravil, naj bo za vse enako. In tega ne moramo potrditi v svetniški skupini LMŠ. Hvala lepa. Zdaj, kot ste prebral, piše praviloma, mi smo se potrudili, da bi bil gradiv čim prej, dejstvo pa je, da je do 30.9. potrebno na direkcijo dati pripravljene projekte in zato jih moramo na tej seji obravnavati. Tako da predlagatelj, prosim še za obrazložitev, zakaj je prišlo do teh zamud. Sem pa prepričan, da ste se trudili po svojih najboljših močeh, da bi bilo to pravočasno, pa se enostavno ni šlo. Izvolite, Barbara. Res ni šlo, predvsem zaradi tega, ker se je projektna dokumentacija dopolnjevala, zaradi tega, ker je treba traso prilagajati določenim zahtevam, predvsem lastnikov zemljišč, pa tudi direkciji za vode. Tako da to so razlogi. Prehajamo na glasovanje. Torej glasujemo o tem, da se kot razširitev na postopkovno. Izvolite. Župan, hvala lepa za besedo. Mene na tej točki samo zanima, glede na to, da gre za izjemno dober projekt, da je v ozadju tudi neki sredstev, za katere konkuriramo in jih praktično dobimo, jih lahko plemenitimo tudi z nekimi sredstvi iz našega proračuna. Še enkrat več poudarjam, da ne bo prihajalo do zlorab. Gre za izjemno dober projekt, postopkovno se pa nanaša, ali gre v tem primeru za kršenje poslovnika. Sprašujem pristojne oziroma v tem primeru predsedujočega. Glede česa? Jaz sem rekel, praviloma piše v poslovniku, da praviloma 48 ur. Zdaj tukaj se žal ni šlo in tukaj ne gre za kršenje poslovnika. Torej, prehajamo na glasovanje o predlagani razširitvi, torej, da se na dnevni red umesti tudi točka potrditev investicijskega programa za projekt kolesarska povezava Kamnik-Godič, ki se jo na dnevni red uvrsti kot 8. točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem za glasovanje. Za je glasovalo 13 svetnic in svetnikov, proti 8. Ugotavljam, da je točka umeščena na sejo. Prihajamo na hitri in skrajšani postopek. Besedo ima Katja Vegelj. Lep pozdrav. Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik, predlagamo skrajšani postopek. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prihajamo na glasovanje o tem, da se točka predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik obravnava po skrajšanem postopku. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Ima še kdo predlog za hitri in skrajšani? Katja, izvolite. Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka o spremembi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik, predlagamo skrajšani postopek. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem glasujemo o predlogu, da se predlog odloka o spremembi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za športne objekte v občini Kamnik obravnava po skrajšanem postopku. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. In ima še kdo? Še dr. Marija Tadej, izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Občinskemu svetu predlagamo, da se predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev odloka z zakonom o urejanju prostora. Predlagamo, glede na to, da so to za manjše spremembe, da pač občinski svet le tega obravnava po skrajšanem postopku. Hvala. Ima kdo želi predstaviti stališče? Ne. Prihajamo na glasovanje o tem, da se predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Kamnik obravnava po skrajšanem postopku. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta predlog sprejet. Ima kdo predlog za umik? Jaz, ko iz dnevnega reda umikam točko predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik. Skrajšan postopek. Ima še kdo predlog za umik? Ne. Torej, ima kdo predlog za spremembo vrstnega reda obravnave točk? Ne. Potem prihajamo na glasovanje v dnevnem redu v celoti. Torej, predlagam naslednji sklep. Občinski svet sprejme dnevni red 12. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.